Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Predvsem pa zaupajte v Boga, da vas bo On ozdravil, kajte ko medicina tega ne more storiti, ko človek tega ne more storiti, lahko Bog to stori in vas ozdravi. On je še vedno tisti, ki dela čudeže. Vera ima svoj jezik. Vi lahko slišite vero, ki prihaja iz ust ljudi, lahko pa slišite strah, skrbi, dvom in nevero, ki jo izgovarjajo. Vera ima svoj jezik. Pismo Hebrejcem 4:14 pravi: trdno se torej držimo veroizpovedi, ker imamo velikega veličastnega, velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Trdno se oklepajmo vere, torej imejmo vero vanj. Kaj je vaša veroizpoved? To, kar izražate s svojimi besedami. Vera ne prosi Boga, da bi se ukvarjal z vašimi problemi, nato pa šli na kosilo in govorili z nekom, kakor da bi imeli vse te probleme. Dopustite, da se malo usedem in vam nekaj povem. Včasih se moram kar usesti, da vam lahko povem vse stvari. Ali ste pripravljeni? Nekaj minut bom za vas mama. Otroci, če hočete kdaj videti, kako deluje vaša vera, potem se morate popolnoma odpovedati samopomilovanju. Kajti mnogo razlogov, zakaj govorimo na način, kakor govorimo o nečem, je zaradi tega, da bi kdo sočustvoval z nami. Rekli mi boste, ali je napak, da si damo duška, ali da potolažimo svoje prijatelje, ali je to narobe? Ne, vendar, če to morate storiti, potem to naredite enkrat. Ne stojite in to storite in potem pozabite na to. Ne delajte iz tega cele scene za celo življenje. Koliko izmed vas vidi, da če zares molimo o veri in pričakujemo Boga ter verjamemo, da On deluje, potem vse govorimo o problemu, kakor da je Bog vpleten na tak način, da Bog nekaj dela. Ne govorimo samo na tak način, da bi se smilili ljudem. Amen. Vera ima svoj jezik. Verjamem, da Bog deluje. Verujem, Bog, da deluješ. Verujem, da deluješ po mojih otrocih. Verujem, da deluješ. Molila sem, slišal si mojo molitev, podkrepila sem jo z Božjo besedo in nikakor nočem verjeti, da bi bil ti nezvest. Videla bom končni rezultat svoje vere. Amen. Da, postajamo vedno bolj utrujeni in izmučeni. Težke dneve smo imeli, zato potrebujemo drug drugega in potrebujemo takšne trenutke, da se zberemo. Potrebujemo dobro glasbo in lepo zgradbo, potrebujemo dobre prijatelje, kajti dovolj je bilo smeti, ki so nas izčrpale, potrebujemo ljudi, da nas gradijo. Vera ne sloni na tem, kar vidimo, mislimo ali čutimo. Drugo pismo Korinčanom 5:7. Živimo po veri in ne od gledanja. Saj hodimo v veri, tako da uravnavamo svoje življenje in ga vodimo glede na obsodbo ali pa vero. Pri tem pa z zaupnostjo in svetim strahom spoštujemo človekov odnos do Boga in do svetih reči. Takšna je naša hoja, ne da bi se ravnali po vidnih stvareh in zunanjosti. Vi veste, da imam rada zgodbo o Abrahamu in ne bom imela časa, da bi vam prebrala to zgodbo iz pisma Hebrejcem. Vendar pa imam rada dejstvo, da se ni menil za okoliščine. Opazil jih je, vendar se po njih ni ravnal. Abraham je pri Bogu verjel v potomstvo, pa čeprav je bilo zanj in za Saro popolnoma nemogoče spočeti po naravni poti, kajti oba sta bila prestara. Oba sta že bila v poznih letih in rodovitna leta so že minila. Ampak ostala je Božja obljuba. Bog je obljubil in Sveto pismo pravi, niti dvom, niti nevera nista omajala vere v Božjo obljubo. Nihče vam ne more obljubiti, da ne bosta prišla v vaše življenje dvom in nevera. Zaradi tega je moč naših besed tako pomembna.
Tisti trenutek, ko pride dvom, odprite svoja usta in recite: ne verjamem v to, verujem Boga, da On deluje. Najboljši način, da prekinete slabe misli, je prav v tem, da izrečete nekaj pozitivnega. Želim, da si pogledamo 5. poglavje Evangelija po Luku. Prvih 5 vrstic tega poglavja govori o ribičih, ki so šli lovit. Že veliko dobrih pridig sem imela na teh 5 vrstic. Ko je množica pritiskala na Jezusa in poslušala Božjo besedo, on pa je stal ob Genezareškem jezeru. Predstavljajte si sedaj Jezusa na obali jezera. Zagledal je 2 čolna pri bregu, ribiči so pravkar stopili iz njiju in izpirali mreže. Stopil je v enega izmed čolnov, bil je Simonov, in Simona prosil, naj odrine malo od kraja. On je imel svoj razlog, zakaj je to storil. Ne bom se spuščala podrobnosti, vendar je to delovalo kot ozvočenje. Če si na pravi oddaljenosti, vodna površina pripomore nositi zvočni signal na obalo. Tedaj niso imeli mikrofonov, kot jih imamo mi sedaj. Zaradi tega je on stopil v enega izmed čolnov in pridigal od tam. Sedel je in učil množico iz čolna. 4. vrstica. Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: odrini na globoko in vrzi mreže za lov. Preden gremo k naslednji vrstici, poglejmo, kaj je odgovoril Simon Peter na Jezusovo zahtevo. Gospod, to ne bo delovalo, že vso noč smo bili tam zunaj, ribe sploh niso prijemale, nič nimamo v mrežah. Odriniti na globoko pomeni: Gospod, to ne bo delovalo, vso noč smo bili zunaj. Gospod, to ne deluje. Ribe prijemajo po noči in ribe sploh niso prijemale. Ribiči so lovili vso noč, so utrujeni, izčrpani, vso noč niso spali in sedaj so umivali te mreže, kar je tudi veliko naporno delo. Če hočejo ubogati Boga, morajo ponovno iti nazaj na vodo in vreči mreže. Zopet se bodo mreže zamazale, izgledala bo, da bodo imeli še več dela in Simon Peter je rekel, to ne bo delovalo, utrujeni smo, izmučeni, vse smo že storili. Kaj je Peter govoril? Ne verjamem, da bo to delovalo, ne počutim se tako, da bi to storil, to ni prava ideja. A na tvojo besedo bom vrgel mreže. Na tvojo besedo, Gospod, bom vrgel mreže. On ni čutil, da bo to delovalo, on tega ni hotel. Ni niti mislil, kaj bo iz tega, vendar ker je Bog tako rekel. Svojo vero je postavil na Božjo besedo. Če berete preostali del citata, vidite, in ko so to storili, so zajeli veliko množico rib, tako da so se jim mreže začele trgati. Morali so poklicati še druge ribiče na pomoč, da so prišli s čolni in so jim pomagali prinesti ulov v pristanišče. V svoji veri v Boga se ne zanašate na to, kar vidite, mislite ali čutite. 6. Veliko še moramo predelati. Moj mož David mi je že rekel, vem, kaj boš storila, šla boš tako daleč, kakor boš mogla, na to pa boš preostalo prebrala. Vi se ne boste preveč ozirali nanje, zato bom poskušala hitro opraviti. Vera deluje samo po potrpežljivosti. Žal, tako je. Pismo Hebrejcem 6, 11 in 12 vrstica. Zelo priporočamo in resno želimo, da vsak posameznik skozi in skozi pokaže isto prizadevanje in iskrenost, ko v polnosti veselja udejanja zagotovilo in nove okoliščine vašega upanja. Tako sedaj veste, da je tukaj začetek vere. Ni tako slabo, ko se enkrat odločite. Bogu bom verjel zaradi tega. To je kar dobro. Čutim se koristen. Dobil sem odgovor. Veroval bom Boga. Vendar lahko je 1 leto, 2 leti, 3 leta, 10, 12, 15 let in še vedno nič kaj veliko ne vidite od tega. Če bi lahko tukaj rekli, veroval bom Boga, zelo hitro do konca in bi prišli do izpolnjenja. O, kakšno razborljivo življenje bi imeli. Vendar nimamo nikoli samo začetka in konca brez sredine. Veliko izmed vas je prav sedaj na sredi nečesa in nimate veliko zabave.
Morate biti potrpežljivi. Potrpežljivost pomeni čakanje. Mi vsi bomo čakali, pa če nam je to všeč ali ne. Potrpežljivost je način, kako reagirate med tem, ko čakate. Kako se vi obnašate med tem, ko čakate? Vi lahko čakate v pričakovanju. Lahko čakate ob dobrem pogovoru. Lahko čakate in svoj čas porabite tako, da ste nekomu v blagoslov. To so zelo lepe stvari. V nekaj trenutkih bomo prišli do tja. Lahko pa ste drugačnega mišljenja. Jaz bom odnehal, ne morem več. Nič ne deluje. In potem morate nazaj in začeti vse od začetka. Prav, Bog, jaz molim, viri, verujem, da lahko ti to storiš. Po 2 mesecih mi je že pretežko. Ne morem več tega prenašati, ne vem, zakaj tako dolgo traja, bom kar odnehal. Na to pa morate iti zopet nazaj, vso pot nazaj in začeti zopet od znova. Dajte no, ali me je kdo slišal? Kaj pa vi tam gori? Vidim vas, ki ste na zadnjih sedežih. Vi ste prav tam pod stebri. Poglejte samo na te, ki so čisto blizu zidov. Koliko izmed vas je slišalo, kar sem sedaj povedala? Navado imam, da gledam ljudi tukaj dol, vendar jaz vem, da ste vi tam. Amen. Vem, da ste vsi tukaj. Dobra novica je ta, da če tudi ne bi vedela, da ste tukaj, Bog ve, da ste tukaj. To je v redu. Zaradi Boga se vrnimo na staro mesto. Hvala ti. Potrpežljivost. V pismu Hebrejcem 6:15. Tako je Abraham dolgo čakal in je vztrajal v potrpežljivosti, dokler se mu ni rodil sin Izak, ki mu ga je Bog obljubil. Abraham je čakal 20 let. Jožef je bil v zaporu 13 let za stvar, ki je sploh ni storil. Zanimivo je, ko imate sanje. Jožef je imel sanje, ves je bil navdušen. Povedal je svoje sanje svojim bratom in čutil ponos. O, vi se mi boste klanjali. Odšel je k očetu, tudi ti se mi boš klanjal, oče. Potreboval je neko potovanje, ki pa ni vodilo nikamor. Dajte no. Nekateri izmed vas ste prav sedaj v puščavi življenja, pa če se tega zavedate ali ne. Ukvarjate se z nepomembnimi stvarmi, da se prečistite, preden boste pripravljeni na to, kar vam je Bog obljubil. Dajte no. Nobenega smisla ni, da bi se prezirali zaradi sedanjega stanja. Lahko se naučite, kako se veseliti sedanjega stanja, glede na to, kam greste. Rekla sem vam, da se lahko naučite, kako se veseliti sedanjega trenutka in to, kam greste. Prav, 7. Vera deluje in se napaja od ljubezni. Prav sedaj jo spoznavamo v 10 poglavjih. Kakšno pot ljubezni imate? Koliko premišljujete o ljubezni? Kako dobro poznate Sveto pismo, ko govori o ljubezni? Kako ravnate z ljudmi? Na koliko ljudi se jezite? Slišala sem tiste... Pismo Galačanom 5:6. Prikažite ga, prosim, na zaslonu. Kako vera deluje po veri? Kajti v Jezusu Kristusu nič ne velja. Obrezani, kakor neobrezani. Šteje samo dejavna vera, ki se napaja in izraža po ljubezni. Naj vam povem, kaj se tukaj godi. Pavel se je nekoliko naveličal Galačanov, ker so govorili le o obrezanih in neobrezanih. Boljše sem od vas, obrezan sem, vi niste obrezani, obrezani bi morali biti. Mislim, da Pavel hoče povedati, da ne bodite tako dlakocepski o pravilih in obvezah in začnite ljubiti drug drugega. Dajte no. Smešno je, kako se različne veroizpovedi med seboj prepirajo, iščejo dlako v jajcu.
in drug drugega izključujejo, ker ne verujemo 100% popolnoma enak način. Kdo ima prav? Eden izmed nas ima 100% prav, ne jaz, ne ti, ne kdo drug. Mi delamo najbolje glede na to, kje smo. Sadovi našega življenja so bolj pomembni kot karkoli drugega. Pavel je rekel, začnite ljubiti drug drugega, kajti dejavna ljubezen se napaja iz ljubezni. Nimam časa, da bi vam v celoti prebrala, vendar v Markovem evangeliju 11. poglavje beremo. Imejte vero v Boga, neprestano molite, ko moliš v veri in če imaš kaj zoper kogarkoli, opusti to in dopusti, da preide. Govori o veri. Sedaj bomo dobili nov zakon vere in če hočemo, da ta deluje, potem se ne smete jeziti na nikogar. Vera deluje samo po ljubezni. Morate sodelovati s Svetim Duhom, da stanete močni na poti odmevne ljubezni. Ni vsak dan lahko se pripraviti in se odpovedati mislim nase in se vneto ukvarjati s tem, kaj bi lahko storili za druge. Še posebej težko, če verujete v eno izmed božjih obljub, morate iti skozi. Seveda boste na nekaterih področjih potrebovali pomoč. Morate čakati, biti trpežljivi, poskušati in čakati. Tako ste že utrujeni od vsega tega, morate biti pozitivni in še sedaj ta ženska nekaj predava. Tako sem že utrujen od vsega tega, tako utrujen. Sedaj vam povem naslednje. Pojdite ven, začnite ljubiti in boste videli, da vaša vera deluje. 8. Vera je vedno počitek. Pismo Hebrejcem 4. poglavje. Ti, ki so verovali Bogu, so stopili v njegov počitek. To pravim zase, za vas, zate, za kogarkoli. Če jaz pravim, da imam vero in sem žalostna, potem vam moram reči, veste kaj, moja vera malo peša, kajti če bi zares imela vero, potem bi imela mir, notranji mir. Ob tem miru vem, da me Bog vodi in da potem tudi deluje. Vero moramo osvoboditi. To je moč vašega duha in vera potrebuje svobodo. Spomnite se, ko sem vam v začetku tega predavanja pravila, da je bil čas v mojem življenju, ko sem vero uporabljala samo pri odpuščanju grehov in v upanju, da bom nekoč šla v nebesa, ko bom umrla. Na nobenem drugem področju nisem uporabljala svoje vere. Vere nisem uporabljala, da bi ozdravila in premagala svojo zlorabljeno preteklost. Nisem uporabljala vere, da bi storila karkoli za Boga. Nisem uporabljala vere, da bi me Bog uporabil. Nisem uporabila vire, da bi lahko pridobila finance. Komaj sva shajala z Davidom iz meseca v mesec, pa čeprav sva varčevala, odkar sva se poročila. Neprestano sva varčevala in potem prideš do rezultatov. Nikoli nisva uspela plačati položnico v pravem času, vendar nekaj vam povem. Če hočete stopiti v kraljestvo, v katerem vas želi Bog, potem morate osvoboditi svojo vero z darovanje. Vera vedno prinese rezultate. 10. Vedno prinese rezultate. Če ne obupate nad svojo vero in se je trdno oklepate, potem vam bo vera prinesla rezultate. Ne morem vam povedati, kako dolgo bo trajalo, vendar vam bo prinesla rezultat. V Lukovem evangeliju 7:50 beremo, tvoja vera te je rešila. Priča smo bili, da je včeraj bilo rešenih 900 ljudi. Premišljujte o tem. Na poti v pekel so se ustavili tukaj. Odločili so se, da stavijo svojo vero v Boga namesto v svet ali pa nase. Odločili so se, da se bodo spreobrnili. Zaradi svojega življenjskega stila se obrnili in odločili za drugo smer, odločili so se za pot v nebesa. To so dobri znaki vere. V Lukovem evangeliju 17:19 Sveto pismo pravi, tvoja vera te je rešila. Ko bi imela čas, da bi se lahko posvetila vsakemu citatu. Vendar naj vam nekaj povem. Če potrebujete zdravila, jih vzajmite. Če morate iti do zdravnika, pojdite. Ne storite pa ničesar, ne da bi poprej zaupali Bogu, ki prinaša ozdravljanje v vaše življenje. Ne verjemite, da je tam kakšno zdravilo in zdravnik, ki vam bosta pomagala, da bo stvar delovala, če ne boste imeli vere v Boga. Nobenega ozdravljenja ni razen od Boga. Tudi modrost, ki jo imajo današnji zdravniki, so dobili od Boga. Dobra stvar je v tem, da jim jo je dal, kajti drugače bi bili vsi mrtvi. Jaz ne bi šla k zdravniku, če ne bi prej molila, k kateremu naj grem. Ne vzemite zdravil, ne da bi molili Boga, da jih blagoslovi. Predvsem pa zaupajte v Boga,
Kajti, ko medicina ne more več pomagati in človek ne more več pomagati, Bog še vedno lahko vas ozdravi. On še vedno dela čudeže. Enajstič. Vera nas ohrani pred sovražnikovimi ognjenimi puščicami. Pismo Efežanom 6 pravi, dvignite ščit vire. Nisem rekla, da ga vlačite za seboj. Dajte no, kakor hitro priletijo ognjene puščice na nas, moramo najprej reči, zaupam v Boga. Verujem v Boga. Osvobodim vero in verjamem Bogu. Jaz verujem v Boga. 13. Ajoj, 12. Dobili ste me. 12. Ves blagoslov prejemamo od Boga in sicer po veri. Pravični smo po veri, opravičeni smo po veri, posvečeni smo po veri, odkupljeni smo po veri, odpuščeno nam je po veri. Delamo velike stvari po veri. Če hočete resnično razumeti, kaj je mogoče storiti po veri, potem preberite 11. poglavje pisma Hebrejcem. V veri delamo velike reči. V veri je Noe zgradil svojo barko. Po veri je Sara spočela otroka. Po veri je vlačuga Rahaba sprejela oglednika, pa čeprav bi za to lahko plačala življenje. Vse to so storili po veri in vera vedno prinese plačilo. Če delamo po veri, smo nagrajeni. 13. Vera raste in se krepi, ko jo uporabljate. Mogoče se prav sedaj počutite, kot da imate čisto malo vere. Ojoj, ko sem začela sama, je bila vsa moja vera v tem, da ne bom prišla v pekel. To je to. Odpusti moje grehe in mi pomagaj priti v nebesa. To je bilo to. Tam sem bila. Ojoj, ne morem vam niti povedati, kaj vse se mi je zgodilo v življenju od tedaj. Vendar za vsako področje sem morala vedeti Božjo besedo, osvoboditi svojo vero na tem področju, vztrajati, biti potrpežljiva, se spovedati, biti dobra do drugih ljudi, zaupati Bogu za poplačilo in sedaj sem že kar daleč od mesta, kjer sem nekoč bila. Rekli mi boste, kako dolgo si že v tem? Okrog 37 let. Ojoj, jaz pa sem bil odrešen šele prejšnji teden. Ne in ne. Ne delajte tega. Recite, hvala Bogu, na poti sem. Zahvalite se Bogu, na poti sem. 14. Včasih se morate o veri bojevati. Prvo pismo Timoteju 6:12 pravi, bojuj dober boj vere. Prvo Petrovo pismo 5:9. Ob hudičevem napadu vztrajajte, odločno se mu uprite. Zakaj to omenjam? Vera vsebuje tudi boj. Če sem odkrita, boste morali uporabiti svojo vero, da boste pregnali hudiča. Vi imate moč in avtoriteto nad sovražnikovo močjo. Lukov evangelij 10:19. Glejte, dal sem vam oblast in avtoriteto nad sovražnikovo močjo, vi imate moč in avtoriteto, edino avtoriteto, ki jo ima on, tisto avtoriteto, ki jo pa ima on nad vami, pa ste mu jo sami dali. Amen. To je še ena serija 4 oddaj. In sedaj številka 15. Vera je edina stvar, ki premaga strah. Strah pa je tako pogost v današnjem svetu. Svetopismo pravi, da v poslednjih dneh bo človeško srce se vdalo strahu. Vi slišite tudi kristjane, ki so bili v Božjem kraljestvu leta in leta in govorijo o tem, kako jih je strah glede okoliščin v današnjem svetu. Dobro, mene ni strah. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ne vem, če bom vedno imela podobne sposobnosti. Če me bo česa strah, bo moj strah veljal za ljudi, ki so izgubljeni.
Zato poskušam delati trdo in jim posredovati dobro novico, kolikor morem. Želim dati svoj delež, ne bom skrivala svoje glave v pesek in si domišljala, da se nič hudega ne godi, vendar pa me zaradi tega ne bo strah. Veste zakaj? Če vas je Bog izbral, da ste živi v tej uri, potem morate biti pokončni in storiti, kar od nas pričakuje. Amen. Predvajana oddaja je bila plačana strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.